Lepo pozdravljeni, pa je januar mimo, kar zdirkal je, a ni? Prišli smo v februar, prinaša nam izzive drugačnosti, število 2 simbolizira komunikacijo, torej kako drugi ljudje, drugačne okoliščine, naj gre za čas, naj gre za drugačen način razmišljanja, vplivajo na nas. Ste kdaj razmišljali o tem? Kako lahko vi spremenite svoj odnos do sebe, da bo bolj ljubeč, da bo bolj prijazen? Vse to so stvari, s katerimi se bomo soočali v mesecu februarju. In za vas sem pripravila 2 prav veliki poslastici. Ena je grad Snežnik, druga pa je razstava Zlata kitajskih cesarjev. In takole, kot tudi jaz malo odhajam v blur, vas moram vnaprej opozoriti, da sama kvaliteta posnetka ni tako zelo dobra. Veste zakaj? Zato, da si jih boste šli sami ogledati. Danes lepo pozdravljeni na prelepem gradu Snežnik. Če slučajno še niste bili, vas toplo vabim, prečudovit grad je, samodonskega ima ljudi, ki za njega skrbijo, je tudi resnično topel in fantastičen. Moje ime je Lili Sorum in danes bomo govorili o tem, kaj se nam obeta v mesecu februarju. Tako veliko govorimo o karmi, o karmičnem letu kot monoškem mladostno, se nam že zdi, da bo tole letošnje leto. Še enkrat bom ponovila, ne se ga bati. Stojim tukaj pred starinami iz Egipta, marsikdo ne ve, da jih imamo sploh v Sloveniji. Poglejte, kako so čudovite in kako lepo so se ohranile. In koliko modrosti bi nam lahko podarile. In tudi vsa ostala stara znanja. Tudi numerologija je nekaj tisočletij stara znanja. Zato naj nam pomaga na naši poti. Predvsem v mesecu februarju, ker govorimo o številu 2, govorimo o načinu komunikacije, povezovanja. Povezujmo se tudi s tujimi kulturami, z drugačnimi znanji. Prepoznavajte drugačnost tudi v sebi. Poglejte 10 let nazaj, 20 let nazaj. Kako drugačna oseba ste bila? Ste bili? Ste se spremenili? Kakšno osebo želite biti? Kakšno osebo pa dejansko oblikujete s svojimi mislimi, besedami, dejanji? Včasih so močno razmislili, kaj bodo rekli, kako bodo povedali, kaj vse bodo na papirju zapisali. In poglejte, kako dolgo se je to ohranilo. Tudi vsaka vaša misel se ohrani zelo, zelo dolgo. Torej, naj bo pozitivna. Naj nam letošnji februar podari neko vero v lepši jutri, v drugačen jutri, v drugačen vas. Kaj to zdaj pomeni? Pomeni, da eksperimentirajte, dajte si mogoče malo počitnic in pošljite skrbi na dopust. Vzemite si malo časa za sebe. Raziskujte, kje ste morda preveč spontani, premalo spontani. Odprite svoje srce, odprite svoj drugačnosti, bodite radovedni. To pa ne pomeni, da morate na limance pasti kar vsake stvari. Kje pa? Pomeni samo, da ste radovedni, da ste odprti, da raziskujete, da greste na kakšno krajše potovanje, kajti v mesecu februarju bo na nas, po taki posebni numerološki formuli, vplivalo število 5. To pa simbolizira potovanja, spremembe, spontanost, tujino, drugačnost. Torej, naj nas tele egipčanske čudovite skulpture, kipci, motivi spomnijo na to, da svet je majhen in da tudi Egipt nam je dosegljiv. Poglejte, v Sloveniji, torej vabljeni na grad Snežnik, izkusite tole, kar pred lastnim domačim pragom. A ste vedeli, da na gradu Snežnik imamo tako čudovito egipčansko pohištvo? Po mojem ni težko gan, da sem jaz naravno zaljubljena v te savane in zaradi tega sem se odločila tudi tole posneti tukaj. Svet smo mi, majhni, veliki, mogočni ali ne. Poglejte, koliko Egipta je tukaj. Mislite, da so si takrat toliko let nazaj mislili, da bo njihovo pohištvo še danes po letu 2000 tako lepo ohranjeno na drugem koncu sveta? Verjetno ne. Tudi vi ne pozabite, da ste pomemben del sveta. Majhen, velik, mogočen ali ne. In tukaj bi se dotaknilo vseh tistih, ki so mogoče zdaj v stiski. Pošljemo jim neko podporo, lepo misel, ljubezen. A veste, tudi, ko ste imeli kakšen izpit ali pa ko
ste nekaj počeli, ker je bilo zelo naporno za vas, če ste vedeli, da je bilo na vas mislil punca ali pa fanta ali prijateljica, je bilo kar malo lažje, a ne, še zobrju lažje, če vemo, da ne bomo mislili na nas. Dajmo pošiljati ljubezen tistim, ki so v tem trenutku kjerkoli na svetu, v kakršnikoli stiski. Pa naj gre za lakoto, naj gre za vojno, naj gre za karkoli. Svet smo mi in tudi vi ste pomembni del tega sveta. Poglejte, koliko dediščine imamo. Poglejte, koliko lepe zapuščine imamo. Povejte, koliko jo poznate? Koliko knjig ste prebrali? Koliko vas to sploh zanima? Danes smo zelo odprti vsemu modernemu, vsemu z drugega konca sveta, ampak vseeno dajmo negovati tudi svojo zgodovino, svoje običaje. Pogovorite se s svojimi babicami in dedki, vprašajte jih, bodite radovedni, kakšen je bil čas, v katerem so oni odraščali, kako so razmišljali, zakaj so tako razmišljali. Veliko modrosti vam bodo povedali. Ohranjajmo svoje običaje, svojo tradicijo in tako se bomo manj bali tujih vplivov, pa naj gre za vero, način razmišljanja, barvo kože, karkoli. Ohranjajmo svoje običaje. Grad je bil zgrajen v 11. stoletju. Princ Herman je iz Kaira prejel egipčansko pohištvo kot darilo, saj kar nekaj časa prebil v tujini kot nemški odposlanec. Pohištvo je izdelal ebenoist po imenu Parvis leta 1906. Tudi sicer si v gradu lahko ogledate originalno pohištvo iz 19. stoletja. Med drugo svetovno vojno je ostal na srečo nedotaknjen, danes malo spominja na angleške in francoske dvorce, čeprav ohranja renesančne obrise iz 16. stoletja. Tu je bila ustanovljena prva gozdarska šola, ki je potekala v slovenskem jeziku. Trajala je 6 let. V gradu je veliko lovskih trofej. Ste vedeli, da je medved pri vhodu iz leta 1893 in volk iz leta 1986? Lepo se zahvaljujem za sprejem in prejeto prijaznost osebja, ki za snežniški grad skrbi z izjemno toplino. Hvala. Vas pa vabim in spodbujam, da se o njegovi lepoti prepričate kar sami. Ko govorimo o vplivu tujih kultur na nas, seveda ne moremo mimo Turkov. Kar nekaj slovenskih vasi in mest nosi poimenovanja v spomin na tiste čase. Tudi ljubljanski Bežigrad. Ste vedeli, da se imenuje Bežigrad ravno zato? No, tudi kar nekaj priimkov je še vedno z nami. Turk, Beg, Oman, Šalamun, Jančar. Vse to naj bi bili priimki, ki so ostali v našem prostoru s turškimi ujetniki. In še nekaj. Vulgarizmi, ki so prisotni v preklinjanju, so pravzaprav vpliv turških vpadov. Naše kletvice, naše slovenske kletvice so veliko bolj preproste. 300 kosmatih medvedov, recimo. Ko pa prečkamo Kolpo, pa postarajo veliko bolj, sočne. Pravijo, da zato, ker Turki se nikoli niso resnično ustalili v Sloveniji za dalj časa, se tudi nas to vrstno preklinjanje, mogoče malo bolj prostaško, nikoli ni v resnici prijelo in smo ga povzeli šele kasneje s prihodom ljudi, ki živijo na drugi strani Kolpe. Tako da vsaka kultura, vsak kontakt nam pusti nek pečat, nam pusti nek vpliv. In tudi še danes smo prepleteni, smo v komunikaciji s celotnim svetom. Poglejte internet. Učimo se tistega, kar nas povezuje z ljubeznijo in svetlobo. Tokrat pa lepo pozdravljeni iz fantastične razstave kitajskega zlata oziroma zlata kitajskih cesarjev. Govorimo o dinastiji Ming, ki je vladala kar 276 let. Ob koncu vladanja je prebivalstvo štelo 175 milijonov prebivalcev. Tole razstavo si lahko februarja ogledate v Narodnem muzeju v Ljubljani. Toplo vam jo priporočam, ker je resnično izjemna. Glede tega fanta za mano. Jaz zdaj stojim v moškem delu razstave. Kaj bi vam lahko povedala o tej dinastiji? Ming pomeni bleščeč, pomeni svetleč. Oni niso najbolj cenili zlata in srebra. Najbolj so cenili žad in bron.
Povezovali so jo z nepodkopljivostjo. O, kako bi nam to danes prav prišlo v političnem sistemu, kaj ne? Povezovali so jo tudi z družbenim državnim simbolom, statusom. Pomembno je bilo, da si bil korekten, da si bil pošten. Znova, kako bi nam to prav prišlo. Ko govorimo o vplivu tujih kultur, seveda ne moremo mimo Kitajske. Omenimo še, da zmaj s 5 kreplji in pa feniks sta simbolizirala povezavo s cesarsko družino, s plemstvom, z nečim posebnim, žlahtnostjo. In tudi sicer modrost Kitajske povezujemo z žlahtnostjo, z Budo, z budizmom, s hinduizmom, z marsičem, z vzhodom. Torej, odprimo se tujim kulturam, odprimo se vsemu temu, česar mogoče sami ne znamo, pa lahko odgovore dobimo drugje. In ker mesec februar je namenjen točno temu, z numerološkega stališča zdaj govorim, še enkrat toplo vabljeni na tole fantastično narejeno razstavo, kateri bomo čisto malo pokazali tudi zdaj. Predmeti, ki si jih lahko ogledate do 15. februarja v Narodnem muzeju v Ljubljani, so iz časa cesarja Wanlija, ki je umrl leta 1620. Ste vedeli, da je s cesarjem povezano število 9, najvišje število zapisano z enim znakom? Pogosto se pojavlja na porokah kot priprošnja za dolg in srečen zakon, saj pomeni dolgotrajen, povezujemo ga z večnostjo. Vsak predmet je umetnina neštetih podrobnosti, pogosto so na njih upodobljene pismenke, večinoma prepletene v okras cvetja in vitic, ki delujejo kot priprošnja osebe, ki jih nosi. Jezik, ki ne potrebuje prevoda. In razstava, ki jo vidite, je prava poezija.